teh vročih dnevah želim singnom eno dobro osvežitev Bože besede. Skozi Božjo besedo, skozi njegovo prisotnost, kamo v novoj moči leko šli naprej. Če glika so počitnice, dopustniški čas, je vseeno dosta tistoga, ko je potrebno vsakodnevno opraviti delovne obveznosti doma, tisti 4 so v službi in vse, ko spada tudi v družinski obveznosti. Dosta je toga, ko treba opraviti, vse to, ko spada k, tako povem, materialnome življenje, ali še bolj važno pa je naše duhovno življenje. Naše notranje življenje, tisto, štero pripada Bogu in štero je od Boga. In znate, na tom področju njega dopusta, njega počivanja. Zavolo toga, kad tu naš nasprotnik hudič nema dopusta, nema prostih dni. Nema dopusta, nema prostih dni. Vsaki dan je na dele. In Peter je to zapisal v 1. Petrovom pismu, 1. Petrovo pismo, 5. 8. vrstica je Peter to zapisal. 1. Peter 5, 8. To piše, trezni bodite in budni. To pravi Božja beseda mene in tebe. Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ja, dragi moji, budnost, duhovna budnost je zelo važna, je nujna, ko pridemo do večnega cilja. Adam pa Eva sta ne bila budniva in sta poslušala kočo na mesto Boga. Poslušala sta kočo na mesto Boga in znate, to njiva je koštalo oddvojitev od Bože prisotnosti, izgon iz njegove bližine in pa iz njegove oskrbe. To njiva je to koštalo. Jezus, dragi moji, Jezus pa je po svojoj žrtvi, po svojem delu, štero ga je včinil za nas, za vsakoga med nami, Jezus pa je znova vzpostavil te prekinjeni odnos z nebeškim očom. On je to znova vzpostavil, zato nam Peter dava tudi to opozorilo, ka ne bi znova spodnili tudi mi v tom, ko ponuja šotam, poč pa bi uživali v Božoj prisotnosti že zdaj vsaki trenutek. Uživamo v Božoj prisotnosti? Amen. In to noj se samo ešte bolje stopnjuje, ešte bolje se to nadaljuje, dragi moji. Zato je to pomembno vprašanje, štero se nam postavlja. Kome vrđemo? Ko pravzaprav mi vrđemo? In v tom jutri želim, ka pridemo do pravilnega odgovora na to vprašanje, kome vrđem. Prosim vas, ka znova vstanemo in znova preštejmo Božjo besedo v Janezi 5. tale, Janezov evangelij 5. in pa 24. vrstica, gdje Jezus tok pravi. Janez 5, 24. Tok pravi Božja beseda tu nam. Resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo drago svetu reč. Štero se nam tunjal, kako naše vodilo za naše življenje, ka bi prišli za istino v večno življenje, ka bi prestopili iz smrti v življenje, iz toga, ko ponuja šotan, ko dava ko vsiljuje, do toga, ko ti po tvoji milosti ponujaš. Leno razmeti tvojo besedo in se vsakom trenutku ravnoti po njej. Gospod sveti, in te prosim za tiste, šteri ne mrejo v tom jutri biti z nami. Tu njih se dotekne, tu njih ti izdigne
in pripelaj, Gospod, dragi, se ta do toga večnoga cilja. Kamo vkuper celo večnost v Tvojoj prisotnosti. Amen. 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 V nedeljo smo že gledali, ko pomeni poslušanje ene in druge strani. Ko pomeni poslušati tej Božji glas in ko pomeni ne biti poslušen Božjome glasi. Videli smo, ko sta Adam in Eva zapravila Božje zavupanje in zdaj vsi mi nosimo posledice toga. Vidimo, ko pomeni zapraviti to, ko nam je Bog zavupal. In dragi moji, pojavlja se pitanje, ali ga in ti upoštevava v najnem življenju to, ko Bog pravi. Ali upoštevamo to, ko Bog pravi, ali smo poslušni njeme, ali pa mogoče poslušamo štere druge glase. Jezus je zavolil poslušnosti Oče, zavolil poslušnosti svojimi nebeškimi Oče, dosegno to, kar je edini izvir večnega življenja. On je edini izvir večnega življenja. In dragi moje, to za vsakoga. Za vsakoga, štere je njeme poslušen, torej štere sprejema in vrže v to Bože sporočilo. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, to so Jezušove besede, štere so pogoj, ka se leko izpuni njegovo obečanje v mojem in tvojom življenju. Drugi del toga 24. verša v Janezovem evangeliji 5. tale je namreč Bože obečanje, Božja obljuba. In to res je ena čudovita obljuba, eno čudovito obečanje, za štero se je potrebno se splača potruditi. Ima večno življenje. Si to želimo? Amen. Vide, ka ima večno življenje. Če izpolnjuje tega prva dva pogoja in še dole pravi, ne pride v obsodbo. Simo prišli pred Božji prestol, gdje se nam sodilo. Ali enim, da se presojalo, druge, da se pa obsojalo. In tu Božja beseda pravi, kad tisti, štere njeme vrđajo, štere so njeme poslušne, ne pridajo v obsodbo. Temveč je prestopil iz smrti v življenje. Iz večne smrti v večno življenje. To je Bože obečanje. In dnes pogledamo te drugi pogoj, ka se leko ta Božja obljuba izpuni v mojem in v tvojom življenju. Prvi pogoj, če se še spomnite, je bila poslušnost Božoj besede. Od toga sem govoril prejšnjo nedeljo. Dnes smo pa raziskovali ali analizirali te drugi pogoj. To je vera v Boga. Ko je pravzaprav vera? Ko je vera? Slovar pravi, kaj je to prepričanost ali zavest ali zavedanje o obstoju Boga. Torej, popolna sigurnost, ka Bog je resničen, ka obstaja in je živ. Pisec pisma Hebrejcom v 11. tale to pojasnjuje, ko je vera. Hebrejcom 11.1. Tok je zapisal tej pisec toga lista, ko je vera. Je pa vera obstoj ali temelj ali gotovost glede resničnosti, v katere upamo, zagotovilo ali dokaz ali razvidnost stvari, ki jih ne vidimo. Torej, Boga mi fizično ne vidimo. Gelte? Ne vidimo ga fizično, zato je potrebno gledati s tistimi duhovnimi očmi, ka imamo odprete naše duhovne oči vere, ka bi nam bilo to jasno, ka bi leko Boga videli z našimi duhovnimi očami.
prerok Elizej, da je bil svojim služabnikom obkoljen, to vdotane se spomnite iz stare zaveze, bil je obkoljen v tisto mesto sovražnikovo vojskov, je tako malo. Druga knjiga Kralov, 6. 17. veršoš, druga knjiga Kralov, 6. 17. veršoš, tako je malo Elizej. Na to je Elizej molil in rekel, Gospod, odpri mu vendar oči, da bo videl. Odpri mu oči, da bo videl. In Gospod je odprl dečko oči in je videl. In bar poglednemo, ko je videl. Ko je videl tej dečko, tej Elizejev spremljevalec. To štejmo v 2. Kralju 6.11. In glej, ko je videl, in glej, gora je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja. Ali ne je to čudovito? Dragi moji, odprete duhovne oči, to je tej pogled vere. To je tej pogled popolnega zavupanja v Boga. To je to, ko vidimo stvari noči, ko jih vidimo v našem vsakodnevnem življenju. Ko jih vidimo zdaj, da gledamo z očalami ali pa brez očal. To je tej pogled vere in da gledamo v Biblijo, da gledamo v Božjo drago sveto reč, najdemo v njej dosta velikih vzornikov, za štere sam Bog pričuje, potrjuje, kaj so bili na pravoj poti, na poti vere, na poti toga popolnega zavupanja, popolne gotovosti v Boga. Da je Jezus bil Küper z učencami na zadnjoj paschalnoj večerji, je Petra, od šterega smo že čuli besede, je Petra opozoril na eno stvar. Opozoril ga je, ko se približuje šotanova preizkušnja. Opozoril ga je, ko je tisti rjuveči lev, od šterega Peter te slede napisal svoje pismo, v svojem pisme, kar rjuveči lev ga stalno napreže. Jezus je Petra opozoril na to in te je Jezus pravo Petre in tuj nongoči, ko je tisto orožje, štero premaga vsaki šotanov napad. In to štejmo v Luka 22. tale, 32. veršoš, Luka 22. 32. To štejmo, to je zapisano, to so zapisane Jezušove besede. In pravi to, jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera, ali tvoja zvestoba mene. Jaz sem molil za tebe, Peter. In te dole pravi, ko se boš nekoč spreobrnil, ali da bo se obrnil nazaj k mene, utrdi svoje brate. Utrdi svoje brate. Vera ali zavupanje v Boga leko opeša. Tu vidimo to Jezušovo upozorilo, štero je pravo tistimi svojimi najbolj gorečimi učenci. Najbolj gorečimi sledilce. Pravo njime je, kaleko ta njegova gorečnost hitro opeša in tu moja in tvoja vera leko opeša. In te je potrebno to, ko je tu Peter mogo izkusiti in včiniti. Ko je mogo napraviti? Mogo se je znova spreobrniti nazaj k Bogu, se popolnoma nasloniti Jezuša. In dragi moji, to je pravzaprav to osnovno sporočilo Biblije, osnovno sporočilo Božje reči, spreobrnite nazaj k Bogu. Vera v to, ko on pravi, popolna poslušnost njeme in njegovoj besede. To je to osnovno sporočilo Biblije. Adam in Eva sta v začetku živela v enom popolnom odnosu z Bogom.
v enoj čudovitoj skupnosti z njim, v poslušnosti njeme, v vsem, ko je on zapovedal, Bog njima sta bila zvesteva. Ali žal, v enom trenutku sta popustila in pa sta začala poslušati nekakoga drugoga. Poslušala sta nekakoga drugoga in mislim, tok se preslavljam, kaj je to bil tudi razlog, kaj je Jezus molil za Petra, kaj noj on ne pride v takšno situacijo, v takšno stanje, kaj bi poslušal nekakoga drugoga. Peter je spodno v določenem trenutku. Peter je podlegel v preizkušnje, ali te je ta Jezušova molitev za njega napravila v njegovom življenju spremembo, ko je šel in ko je včino se bridko razjavko nad svojim dejanjem. Pokesal se je, spreobrnil se je in je šel znova naprej z Jezusom. Torej, Petrova vera je znova oživela. In te, dragi moje, da je prišel tisti binkošni den, da je prišla ta moč z nebes, tu nad Petrovo življenje, tu v njegovo življenje, je Peter gorstono. Bar preštite doma, v apostolska dela drugi tav, preštite doma to, kakšna sprememba se je zgodila v Petrovom življenju in tu življenje ostale, ker njegova vera ne opešala. Ker njegova vera v živoga Boga, v gorstanjenoga Jezuša ne opešala. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Martin Luther, tej veliki nemški reformator, je v enom svojih del tok zapisal. Tok je zapisal. Vera je dar od Boga v našem srcu, da se oprimemo in držimo Kristusa, ki je bil rojen za nas, umrl za nas in ponovno vstal ter odšel v nebesa. Zaradi njega, tako pravi tej veliki reformator, zaradi njega dobimo odpuščanje. Dobimo odpuščanje grehov. Dobimo večno življenje in blaženstvo. In to iz same milosti. Brez naših zaslug. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje. In kot pravi Luther, je to sumo njegova milost. V mojem, v tvojem življenju, v vsakom življenju, štere posluša in vrže njeme. Je to Božja milost. Vse je včino Bog. Vse je Bog včino za moje, za tvoje odrešenje, za moje in tvoje večno življenje. Na nas, ka bi dosegnili večno življenje, pa je, ka smo poslušni njeme in ka vržemo v njega. Hans Waldvogel je to zapisal. Vera ni tavanje od ene do druge cerkve, pač pa ukoreninjenje v njem. To je vera, ukoreninjenje v Jezuša, v njeme, ukoreninjenje, to pomeni biti trdno zasidrane, trdno pričvrščene na njega, šteri je pripravo pot odrešenja za svojim delom na Golgote. Trdno, popolno vrvati tome, ko pravi Sveto pismo. Dragi moji, to je ta odločilna stvar, ta druga stvar, od štere gočimo vera, pa ne samo nikako pričakuje Jezus od nas,
pač pa je to vodilo že od samoga začetka, od prve strani Biblije. Je to vodilo verovati Boge ali pa ne verovati Boge. Adam in Eva sta v začetku verovala Boge. Slede, v jednom trenutku, pa sta več ne verovala Boge, ne sta njime bila poslušnjava in zato se je zgodilo to, ko se je zgodilo. Sta ne bila poslušna, ne sta verovala Boge. In doštejte Božjo drago sveto reč, doštejte sveto pismo, da spremljate življenja biblijskih oseb, leko ugotovite, ka se vrti kole verovanja, kole zavupanja, kole poslušnosti Boge. In slabo, in dobro se je zgodilo na podlage toga, kako se je človek odzval na Božji govor v njegovo osebno življenje, v njegovo situacijo. Kakšen odziv je bil človeka? Če je bil to odziv poslušnosti, odziv verenjeme, ali pa zanikanje toga, ko Bog pravi. Dragi poslušalec, takšen je Božji princip delovanja. Vrđeš njeme, si poslušaj njeme, ali pa ne. Bog nikoga ne sili v nebesa. Si ti bil prisiljene, ka vrđeš njeme? Bog nikoga ne sili v nebesa, niti Bog nikoga ne pošilja v pekel. To je istina Biblije. To je tako zapisano v Bibliji. Nebesa, večno življenje v njegovoj prisotnosti, dragi moji, je zagotovljeno čista za vsakoga. Niti eden je ne izvzeti iz toga, kaj bi ne mogel, kaj bi ne imel možnosti priti v večno življenje. Na razpolago pa je tu pekel. Večno trpljenje v ločenosti od Boga. In dragi moji, vsak se mora sam osebno odločiti za eno od teh dveh mest. Vsak sam se mora odločiti. Jaz se ne morem za namesto tebe odločiti in ne ti namesto mene. Storiš se ne more namesto dece odločiti in ne deca namesto storišov. Soprog ali soproga ne namesto svojega zakonskega partnera. Ne more se eden za drugega odločiti. Vsaki sam. Tok smo prešteli in tok gledamo v Božjo besedo. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo. Tu Jezus jasno, zelo jasno pravi, na kakšen način se pride v večno življenje in odločitev prepušča vsakome posameznike, mene in tebe. Mnogi ljudje v preteklosti so se odločili, so v veri sprijali to Božje sporočilo v svoje življenje za sebe osebno in na tej način so dobili Božje odobravanje. Dobili so to Božjo potrditev, dobili so Božjo garancijo, kaj njih ta pot vodi na pravo mesto. Pismo Hebrejcom, ktorého som že omenil, dosta goči o vere. Dosta goči o ljudeh vere. In v tom pisme so tu upozorila zavolo toga, ka ne se eno, kakša je naša reakcija na to, ko Bog pravi. To celi čas želim povdarjati, ne samo za vas, pač pa najprej za sebe. In to je verjetno razlog, ka avtor toga pisma v Hebrejcom 2. tale, v 1. veršu še to piše, Hebrejcom 2:1. Zato moramo biti bolj pozorni. Zato moramo biti bolj pozorni na to, kar smo slišali. Moramo biti
bole pozorni, na toliko smo čuli, na toliko poslušamo, da nas tok ne odplave. Dragi moji, to je sporočilo mene in tebe. Zavolo toga, kad tok toga sveta, tok toga sveta, toga grešnoga sveta je če duže močnejše. Te pritiske so če duže močnejše za moje in za tvoje življenje. In če gledamo dole, je v tom pismu tu eno celo poglavje, štero guči, posebno od teh ljudi vere, štere so se ne podvrgli toke tistega časa, pač pa so vztrajali v vere, v Božja obečanja, štera njim je on dal. Štera njim je Bog dal. Ja, dragi moji, to je 11. poglavje pisma Hebrejcom. Predlagam vam, kad doma preštejte to celo pismo, ne samo 11. tal, pač pa celo pismo, štero je pouk tu za naše odločitve vere. Mojo, tvojo odločitev vere. In končujem zadnjima dvema vrsticama iz 11. poglavja pisma Hebrejcom, 39. pa 40. vrstica. Za nas je tu to zapisano. 39. vrstica, to pravi tu, kako sem že omenil, so opisane možje in žene vere, štiri so zavipali v Boga. Zaradi vere je bilo za vse te pričano, za vse te ljudi pričano ali zapisano, vendar niso dosegli izpolnitve obljube. Zavolo toga je te zapis v Bibliji, ka bi mi imeli pravilne smernice za našo vero v Boga. Vsi te starozavezne možje in žene vere so svojom času doživeli velike stvari. Doživeli so čudovite stvari z Bogom, ali ne so prišli do toga končnega cilja, od šterega guči Jezus tu v Janezi 5. 24. veršoš. Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Ne so prišli ešte do toga končnega cilja, od šterega Jezus tu guči za mene, za tebe. In tako še enak ponovim, zaradi vere je bilo vse to pričano, vendar niso dosegli izpolnitve obljube. In zdaj bar gledajte te 40 veršoš. Kajti, Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega. Haleluja! Bog je za nas priskrbel nekaj boljšega, tako da oni ne bi dosegli popolnosti brez nas. Aleluja. Dragi moji, ali ne imamo čudovitih Božjih obečanj v Bibliji, za štere se splača v poslušnosti in veri zgrobiti? Bog je za mene in tebe pripravil nekaj boljšega. In to je, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Dragi poslušalec, iz preštetega, iz čute Božje besede imamo pravo usmeritev za vsako našo situacijo. Pravo usmeritev. Božja beseda nam jo dava. Imamo vzornike, štere so verovali Bogu in so doživeli njegovo delovanje. Imamo tudi tiste vzornike, štere so ne verovali Bogu in so morali nositi posledice svoje nevere. Za nas je na podlagi sporočila Svetega pisma, dragi moji, važno. Važno je, kad se odločimo verovati Bogu, njime biti popolnoma poslušen, kajti Bog je za nas
priskrbel nekaj boljšega. Nekaj boljšega. Naj bo Gospod po njegovom svetom duhe, naj on vode vsakoga med nami, kamo v vere poslušne Boge. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe, kad ti ljubiš vsakoga človeka, kad si ti dal svojega edinorojenega sina za odrešitev vsakoga človeka. In hvala je tebi, nebeški Oče, kad imamo navodila za naša življenja. In hvala je tebi, kad imamo tu sporočilo, kad si pripravljaš, kad imaš pripravljeno za nas nekaj boljšega, koliko je to življenje tu. Štero je puno preizkušenj, puno trpljenja, puno bolezni, puno nevol, puno problemov, tu je pomankanje in vsega slabega. Hvala te, nebeški Oče, kad si ti za istino pripravil nekaj boljšega. In pomore mene, pomore vsem nam, pomore vsakome, štere posluša tvojo drago svetu reč. Kad se potrudimo za to, kad mu to Bog še tudi dosegnele v moče in sile pod pomazanjem tvojega svetega duha. Amen.